Nedavno so tudi v občini Sevnica prišli do potrditve letošnjega občinskega proračuna in s tem prižgali zeleno luč nadaljevanju izvajanja investicij, ki so jih načrtovali za letošnjo leto. To bo na tem področju kar pestro. V občini Sevnica sicer za razliko od Krškega in Brežic sprejemajo enoletni proračun. Sam proračun je približno v obsegu 25 milijonov evrov, zagotavlja vse nujne, potrebne zakonske naloge in tudi marsikatero nalogo, ki je nad standardom, ki ga določa zakonodaja in je potreben za kvalitetno življenje in bivanje naših občanov. Dobrih 8 milijonov od tega je investicijskih sredstev. V razvoj, v velike investicijske projekte, ki pomenijo velik napredek. Zagotovo je največja investicija osnovna šola Ana Gale. Sama investicija v objekt se zaključuje, objavljen bo razpis tudi za opremo. To pa ni edina investicija v šolske objekte. V proračunu so zagotovljena sredstva za pričetek 2 športnih igrišč. Najprej športno igrišče v Šentjanžu in potem še v drugi polovici leta igrišče na Blanci, kajti vse šole potrebujejo kvalitetne športne površine za svoje delo. Tretji večji projekt pa je most čez Hinjo v Krmelju. So pa nekateri svetniki od letošnjega proračuna vendarle pričakovali več. V proračunu občine Sevnica za leto 2024 manjka po mojem mnenju in tudi po mnenju mojih kolegov iz svetniške skupine SDS predvsem neke vizije, kaj se bo v Sevnici dogajalo ne samo v tekočem letu, ampak tudi za naslednje 3-4 leta. Predvsem pa manjkajo te glavni projekti, ki se nekako svalkajo po načrtu razvojnih projektov že 5 let, tudi 10 let. Nekako nam je še vedno v spominu tale naš igrišče, stadion, ne vem, jaz bi bolj rekla športni park. To ureditev bi si želeli, ker je nekako obstala. Druga stvar je kulturna dvorana, ki bi bila sodobna. Veliko dela pa vse skupaj po mnenju vseh sogovornikov občino Sevnico čaka tudi na infrastrukturnem področju.